Dober dan, dragi moji. Sem zelo vesela, da smo ponovno skupaj v enem krasnem, čudovitem videu, kjer vam bom predstavila metodo zakaj, zato oziroma kaj si želim in zakaj si to želim. Krasna, krasna, krasna metoda, res vam jo iz srca priporočam, zaradi tega, ker vas popelje na eno tako lepo vibracijo, na eno tako lepo visoko vibracijo, ker so vse vaše želje že izpolnjene. Danes zjutraj sem se sprehajala s kužkom, enega pustim doma, ker je taka zmrzljivka. Imela sem slušalke, poslušala sem glasbo, kanalizirala sporočila, bilo je čudovito, fantastično. In eno od teh sem vam tudi posnela, dala sem na Facebook, zdaj vam ga bom še tu povedala. Pojdi po poti radosti. Nikomur ne daj svojega miru. Veruj vase in vedi, da si že vse, kar želiš postati. A ni lepo? Je lepo. In to je ena taka skrivnost, taka modrost. Če jo boste začutili in če jo boste uporabljali in sledili temu, bo vaše življenje pravljica oziroma pravljica je življenje. In to želim, da se vam vtisne globoko v vas srček in da vas spremlja na vsakem koraku vašega življenja. In še nekaj vam povem. Pravico si imate želeti. In danes vas bom jaz popeljala v en tak čudovit svet vaših želj. Zakaj si jih želite in kaj si želite. Priporočam vam, da si video ogledate do konca, ker pri koncu z vami delim čudovito darilo, ki ga bo lahko dobil popolnoma vsak od vas. Metoda, kaj si želim in zakaj si želim, je podobna metodi Ali ne bi bilo lepo. To je ena taka metoda v kreiranju, metoda kreiranja, ki vam dvigne vašo vibracijo. Mi vsi tu zdaj, ko se družimo, vemo, da so vse naše želje že izpolnjene, ampak na visokih vibracijah. In če mi želimo priti do te želje, da se nam tudi v fizičnem svetu manifestira, potem rabimo postopoma dvigovati svojo vibracijo, korak za korakom. In ena izmed teh čudovitih metod je tudi metoda zakaj zato oziroma kaj si želim in zakaj si to želim. Jaz sem si s to metodo ustvarila, skreirala fantastične stvari v svojem življenju. Ena izmed teh je, ko sem prišla na predavanje Ane Bučevič in sem si besedo strašno rabim dati stran, ker me je zadnjič ena gospa lepo opozorila. Tako da, evo, sem se spomnila, bravo Nataša, da ozaveščaš in jo bom nadomestila zelo sem si želela, da pridem na oder z Ano. Ko si kupil karto, si označil, če želiš na oder. Tam sem dala da in potem ona predava in predava in predava in ta njena asistentka, prijateljica Maja, vleče iz ene posodice, škatlice, ne vem, nisem videla, ven imena ljudi, ki so prihajali na oder. In jaz pomislim, wow, to pomeni, da sploh mogoče ne bom prišla gor. In jaz vprašam Majo, je rekla, ja, Nataša, ni nujno, da boš prišla, tu jaz slečem te ljudi, ko so označili, da želijo priti na oder. In Ana je takrat imela na odru eno gospo, ki je govorila, da ima nek butik in tako naprej in sta uporabljale, da ne gre tako, bi si želela, in sta uporabljale metodo zakaj zato. In vmes sem jaz zaprla oči. Zakaj si želiš na oder? Zato, ker bi rada ljudem nekaj predala. Zakaj še? Zato, ker se vidim na odru. Zakaj še? Zato, ker bi rada izkusila, kak je biti pred 600 ljudmi. Zakaj še? Zato, ker bi rada Ani povedala svojo zgodbo. Zakaj še? Zato, ker sem vse intervjuje zraven prinesla, da je pokažem. Zakaj še? Zato, ker je ona moj angel. Zakaj še? Zato, ker ji rabim predati. Zato, ker si želim, ker si želim, ker si želim. A vidite, koliko sem dvigovala
svojo vibracijo. In ko je moj svetilnik za svetu, ko je moja lučka bila tako močna, so moje misli potovale k njej in naslednja njena tema je bila o boleznih. In ko je začela govoriti o boleznih in kdo je kaj pretransformiral, sem jaz dvignila roko in sem rekla, jaz sem. In nihče od tistih, ko smo bili tam od 600 ljudi, ni prišel na oder brez tega, da bi ga Maja iz njegovo ime iz škatlice ven potegnila. In mikrofon gre proti meni, pride do mene, ga primem v roke in ona reče, a bi rada prišla na oder in sem rekla, ja. Tako to deluje, dragi moji, in danes vam bom predstavila to metodo, ki je krasna in jaz vam sam želim, igrajte se, igrajte se, igrajte se, verujte vase, verujte ali pa vsaj majčkeno mogoče se odprite za to, da to, kar vam govorim, je resnica in da res deluje. In poskusite, če ne boste poskusili, ne boste vedeli nikoli, dragi moji, nikoli. Kaj vas stane, da se en mesec zdaj igrate z metodo, ali ne bi bilo lepo, pa zakaj za to? Se pravi, kaj si želim in zakaj si to želim? Gremo na ljubezen. Evo, danes imam uhančke, srčke, upam, da se vidi. Te srčke mi je poklonila moja Neža in me vedno sprašuje, kdaj boš pa moje uhane imela. In ker tu ustvarjamo planet ljubezni, ljubezen, razumevanje, sočutje, podporo, varen prostor, sem se danes odločila, da dam njene uhančke gor. Kaj si želim? Metoda gre pa takole. Vprašajte se, sami sebe, kaj si želim? Želim si ljubezen. Zakaj si želim ljubezen? Se pa gremo, zapremo očke in govorite to, kar vam pride na misel. Ljubezen si želim zato, da se bi z nekom držala za roke. Ljubezen si želim zato, da bi jo občutila. Ljubezen si želim zato, da sem z nekom povezana. Ljubezen si želim zato, da sem nekomu lahko najboljša partnerica, žena. Ljubezen si želim zato, ker je ljubezen lepa. Ljubezen si želim zato, ker si želim skupnih počitnic. Ljubezen si želim zato, ker želim z nekom deliti, kar nosim v svojem srcu. Ljubezen si želim zato, ker jo želim nekomu pokloniti. Ljubezen si želim zato, ker si jo želim, ker sem jo vredna, ker mi pripada. A čutite to vibracijo? Ko mi diham. A čutite to vibracijo? Napišite mi prosim od spodaj v komentarje. In v tem občutku vztrajite samo 68 sekund, dragi moji. Imate moj video 17 sekund, se imenuje, ki v njemu razložim teh 68 sekund. Tle, na kanalu. Samo 68 sekund vztrajite v tem občutku, zakaj si nekaj želite. Ok, samo 68 sekund je dovolj, da vibracijsko pridete na vibracijo vaše želje in da ta vaša želja začne prihajati proti vam. 68 sekund. A jih imate v celem dnevu? Če jih nimate, potem vam kreiranje vašega sanjskega življenja, partnerstva, službe, zdravja, odnosov, denarja, ni prioriteta. In to je edina resnica. Ok, edina resnica. Primer. Gremo še na, recimo, kaj bi si vi želeli. Zdravje, ok. Zdravje je pogosto pri mojih strankah na individualnih coachingih in z ljudmi, ki pridejo v moj program Pot do sreče notranjega miru. Zakaj si želim zdravje? Zato, ker želim prekipati od energije. Zakaj si še želim zdravje? Zato, ker je zdravje moje naravno stanje. Zakaj si še želim zdravje? Zato, ker se želim počutiti zdravo.
Zakaj si še želim biti zdrava? Zato, ker želim teči. Zakaj si želim biti zdrava? Zato, ker se želim sprehajati do svojega 90. leta. Zakaj si želim biti zdrava? Zato, ker se takrat dobro počutim. Zakaj si se želim biti zdrava? Zakaj? Zato. Ok. Kaj si želim? Zakaj si želim? In potem ustavite na mesto, zakaj si to želite, nekaj vašega. Zdaj jaz vam povem svoje primere. Zakaj si želim biti zdrava? Zato, ker želim biti najboljša verzija sebe. Zaradi tega, ker si zaslužim zdravje. Zakaj si se želim zdravje? Zato, ker je zdravje nekaj lepega. Vi pa tu na to mesto dajte nekaj svojega. In zakaj? Zato povejte vse razloge, zakaj si vi želite zdravje, zakaj si vi želite partnerja, zakaj si vi želite ljubezen, zakaj si vi želite novo službo, zakaj si vi želite denar. Gremo dalje. Kaj si želim? Denar. Ok, pa smo pri denarju. Gremo ga zdaj skupaj ustvariti. Zakaj si želim denar? Jaz zaprem očke, da začutim, to svetujem tudi vam, če ne pa, kakor želite. Jaz delam to metodo tudi z odprtimi očmi, ampak najlažje jo čutim za zaprtimi. Zakaj si želim denar? Zato, ker želim občutiti svobodo. Zakaj še? Zato, ker želim potovati. Zakaj še? Zato, da lahko kupim knjige svojemu otrokom. Zakaj še? Zato, da lahko grem z otroci na potovanje v Disneyland. Zakaj še? Zato, ker si želim na enomesečne počitnice. Zakaj še želim denar? Zato, ker želim z denarjem pomagati drugim. Zakaj še? Zato, da bom pomagala pediatričnim klinikam. Zakaj še? Zato, ker si ga želim. Ok, vesolje, zato, ker si ga želim. Kaj ti ni jasno? Zato, ker mi pripada. Zato si želim denar. In ustavite na to mesto, zakaj si ga vi želite. Jaz sem si milijonkrat odgovorila na to vprašanje, ker smo tekom življenja pobrali, da je denar slab, da ljudje, ki imajo denar, so slabi, da so prevaranti, da so naduti, da so nepoštenjaki, da so grdi, da je to mafija. In to nas spremlja tekom življenja in na podlagi teh vzorcev, teh prepričanj, ko smo jih od drugih dobili, ko sploh niso naša, se kaže pol debelina naše denarnice oziroma stanje na našem TRR-ju. In vse to lahko spremenimo skupaj. Zato smo tu, da si pomagamo. Zato sem jaz tu, da vam dam vso to znanje, vse te informacije, ko jih sama živim. Ok. In zakaj vas je sram si želeti denar? Zakaj vas je sram postati milijonarji? Zakaj si ne upate? Niti razmišljati si ne upate o tem, da lahko imate 10.000 evrov na mesec, 10.000 evrov na dan. Niti razmišljati si ne upate o tem, ko vidim, ko naredim kako objavo na Facebooku, kako me napadete nazaj, ne? Ampak napad je na vas. Ok, dragi moji, sami sebe napadate. Jaz vam povem, da se zadnje čase družim z krasnimi, ljubečimi, modrimi ljudmi, ki imajo denar, ki imajo dosti denarja, ki imajo veliko denarja, ki imajo milijone, pa so taki srčki in toliko pripravljeni pomagati. Kdo mislite, da gradi? Ok, ne bom se spuščala v to. Tema za drug video. Ker me pol kar zanese. Spimo malo vode. In odgovarjajte si, zakaj si želite denar. A ni denar nekaj lepega? A ni lepo občutiti svoboda? A si ni lepo iti kupiti novo torbico, novo oblekco, nove čevlje? A ni lepo svojega otroka peljati na bazen,
ne vem, v hotel za 2 dni, a ni lepo, če si otrok želi potovanja z letalom, da mu lahko to omogočiš, da mu lahko plačaš treninge, smučanja, treninge, jahalne treninge, kakršnekoli treninge, da če si želi kitaro, da mu jo lahko kupiš, da ga lahko vpišeš v glasbeno šolo ali pa plačuješ učitelja. Po to ste prišli, dragi moji, in delite metodo, zakaj si želim denar. Zato. Zakaj zato? Zakaj zato? In dajte nekaj noter in milijonkrat si odgovorite na to vprašanje, zakaj. Ker s tem sporočate vesolju, zakaj si želite in ustvarjate jasnost, da vam vesolje lahko jasno to da, kar si vi želite. In pri tej metodi zelo, sem decela razmazana, ko se pa toliko čustveno zraven vpletem, da okej, gremo za to metodo. Zakaj za to? Zdaj smo obdelali. Obdelali smo, pomagajte mi malo, denar, obdelali smo partnerstvo, ljubezen, pa obdelali smo, kaj smo še obdelali? Denar, partnerstvo, ljubezen, pa zdravje. Okej, pa zdravje. To metodo lahko uporabite za, na primer, za izpite za otroke. Zakaj si želim, da bi otrok naredil magisterij? Včeraj smo se o tem pogovarjali. Zato, ker bo otrok srečen. Zakaj si še želim, da naredi magistrsko nalogo? Zato, ker ga bo to peljalo do tam pa tam. Vključite svoje odgovore. Jaz vam zdaj ne morem, nimam otroka, ko bi delal magistrsko nalogo, ne? Ne še. Pa tudi si ne želim. Tako da. Meni vse diplome, veste, da sem jaz diplomirani inženir agronomije, 2 diplome sem o agronomiji naredila, o sadjarstvu. Naredila sem diplomo za učiteljico. Zdaj drug teden začnem obrezovati sadno drevje, Nataša gre v drevo in komaj čakam, da te moje jablane hruške sfriziram. In metodo, zakaj za to? Kaj si želim? Lahko uporabljate pri odnosih, recimo. Kaj si želim? Želim si, kaj si želim? Prvo si odgovorite. Želim si, na primer, lep odnos s svojim otrokom. Zakaj si to želim? Zato, ker mi to veliko pomeni. Zakaj še? Zato, ker se želim z njim pogovarjati. Zakaj še? Zato, ker ga imam rada. Zakaj še? Zato, ker bi se rada tega naučila. Zakaj še? Zato, ker mi je lepo, ko se s svojim otrokom lepo pogovarjam. In tako naprej in tako naprej. In uporabljate to metodo čim večkrat tekom dneva. Imam že v svojem zvezku tule napisane vse teme za nove videe. Želela bi pa z vami prvo obdelati vse te metode kreiranja, zato ker se mi zdijo zelo pomembne za vas. Da imate nekaj v rokavu, da imate nekaj, kar vam lahko pomaga takoj v trenutku, ko spustite svojo vibracijo. Tako da bomo šli na odpuščanje oziroma na spuščanje naših želj, potem bomo šli na metodo naj bo tako, potem bomo posneli video, zakaj imamo misli, potem marsikaj bo. Naročite se na kanal, se pravi, imate gumbek, kjer piše naroči se, ali gumbek, kjer piše subscribe. Zdaj pa samo tole, da še ne pozabim. Žalec 22. ob 5. popoldan predstavim 2 čudoviti metodi, vizualizacija, meditacija. Šli bomo v globine, vizualizirali bomo praktične primere, meditirali bomo, da boste res lahko sami na svoji koži spoznali, kako vam lahko ti 2 metodi spremenita življenje. Gornja Radgona, 5.3. v knjižnici Gornja Radgona, moja pot iz depresije, obupa, šizofrenije, paničnih napadov, strahov v srečno, radostno in zadovoljno življenje. Okej? Ob 5.
Ljubljana, 19.3. Ekskluzivni dogodek z Nenadom Petkovič, trenerjem, the best trenerjem, PEAT metode, tudi o 5. Vstopnice bojo na voljo. So že na voljo, ok, rezervirajte si svoje mesto, ker so števila mest je omejeno, nekaj mest še imamo, prijavite se na Planet ljubezni, @gmail.com, dobite vse napotke za naprej, kako kupiti vstopnico in tako naprej, o čem bomo govorili, vse se zdaj to pripravlja, dogodek imate zdaj na kratko napisano, boste pa tudi dobili daljši opis dogodka, ali je parking, ali ni, ali karkoli. Coffee break imamo, družili se boste z nama, na voljo bojo tudi VIP vstopnice, ker nam boste lahko zastavili kakršnokoli vprašanje in bomo na njega odgovorila. Jaz upam, da sem vse povedala, se vidimo v naslednjem videu, rada vas imam. Mogoče eno misel, kanalizirano, vam še to podarim. Aha, pa rekla sem na začetku videa, da vam nekaj poklanjam. To je pa danes, veste vsi, da obožujem drevesa, objemam drevesa, pogovarjam se z drevesi, bla, 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 in zato vam tukaj od spodaj, danes ne v komentarju, ampak v opisu videa, pazite, v opisu videa bo pripeto, se pravi, vsi dogodki prihajajoči in, kako bi temu rekla, darilo, na katerega povezava, kjer vas bo čakalo darilo. Darilo je pa čarne lastnosti dreves, najpogostejših 12 dreves, bom povedala, v opisu vam jih opišem in vam povem, kakšne obrede lahko z njimi delate, kakšne čarne lastnosti imajo drevesa. Drevesa so tu, da nas podpirajo in to je to. Zdaj pa še vremem svoj zvezek, kamor si zapisujem kanalizirane misli, ki jih potem z vami delim. Eno od teh sem vam že povedala, pravljica je resnična. Ok, ko je prelepo, šele takrat resnično živite svoje življenje. Dobro si zapomnite, ne ko je lepo, ampak ko je prelepo, vi bi rekli mogoče takrat, prelepo je, da bi bilo resnično in da bi trajalo. Ampak takrat, ko je prelepo, samo takrat je resnično. To je to. Se vidimo, rada vas imam, bodite dobri, do drugih ljudi, sočutni, razumevajoči in do sebe. Imejte se radi, spoštujte se in odprite vaše srce. Nič groznega vas ne čaka na drugi strani, same lepe stvari. Dio, dio.